Sem Matevž, M od MR Climbinga. Skupaj z Romano, ki je R od MR Climbinga, sva že leta 1993 naredila prve plezalne oprimke. Takrat zase, ker se tega pač ni dalo tako kupiti, kot se to kupi danes. Potem so pa to videli pač kolegi in se je zgodba dosti hitro razširila naprej, tudi lokalno, klubi in širše. In že leta 1996 so bile na tekmi svetovnega pokala prvič smeri postavljene tudi z našimi oprimki. In potem še pač na mnogih tekmah in pa tudi sicer gre zgodba še danes naprej. Prvo plezalno steno sva prav tako naredila z Romano sama za sebe. To je bilo leta 1997 in takrat je bila to gotovo ena boljših sten v Ljubljani in širši okolici. Ampak samo izdelovanje plezalnih sten me takrat ni zanimalo, ker sva se intenzivno ukvarjala s plezalnimi oprimki. Skok v 2013, ko smo postavili prvo našo plezalno steno. Predtem smo sicer skupaj s tujimi partnerji postavili 4-5 plezalnih sten, ampak meni sistem funkcioniranja z njimi in pa sama kvaliteta in vse skupaj pač ni bilo všeč in sem rekel, se tega ne grem. No, potem pa me je pač nekdo prosil, če bi mu postavili plezalno steno, pa smo se sestavili v neki malo drugačni ekipci in smo jo pač naredili. Dali smo ime Number One Climbing Wall, tako malo za hec, smo rekli, to je pač drug štos, kot so pač plezalni oprimki, in tako smo pomislili, da bomo naredili samo eno. No, takrat smo jih naredili pa že kar zelo veliko, pa kaže, da jih bomo še kar nekaj. Trg za plezalne oprimke je bila vedno tujina, včasih na letni ravni tudi več kot 95%. Pri plezalnih stenah prav tako delamo v Sloveniji kot v tujini, čeprav zadnje čase mogoče procentualno malo več v Sloveniji. Zdaj, po tolikih letih dobivam zanimiv feedback, sploh letos je bilo zelo močno na tem področju, od svetovno znanih plezalcev, pa bom rekel postavljavcev smeri na tekmah svetovnega pokala in podobnih. In pa tudi od tiste zdrave konkurence, ki pravzaprav se niti ne čutimo, da smo konkurenca, ampak smo bolj neki kolegi, ki delamo isti štos. Da pač nama je ratalo narediti neke večno aktualne, brezčasne plezalne oprimke. Kar moram reči, da si štejem za kompliment, če so pač neke oblike toliko let stare, pa so še vedno aktualne, ali pa že spet, je to pač ful dobro. In domišljam si, da tudi delamo take plezalne stene. Bom rekel, zdaj mislim, da je še mogoče malo let minil, da bi bil ta feedback močen, ampak nakazuje pa se že nekje, no. Tako da trudimo se, da bi tudi naše plezalne stene bile zdizajnane tako, da bo zelo veliko let uporabne, da niso trendi samo danes, ampak da bojo živele, ker konec koncev plezalne stene niso tako zelo poceni in pač plezalno steno gradiš vsaj za 20 let. In se mi zdi, da potem ta brezčasna uporabnost mora biti prisotna. Kam gremo naprej? Kar se tiče plezalnih sten, je tukaj gotovo digitalna nadgradnja, pač neke lučke, povezava z appom, tako da pač si lahko kreiraš plezalne smeri, jih potem seveda plezaš, ko se ti lučke prižgejo, da ti označijo oprimke, in pa potem spremljanje treninga, napredka. To je gotovo prihodnost, ki se bo zgodila v nekih naslednjih nekaj letih. Neki sistemi že obstajajo, tudi mi imamo svojega. Mislimo, da je dosti dober, ker je zelo univerzalen. No, to smo skupaj razvili s Crealom. Neka taka zanimiva zgodba, tako da mislim, da nas tukaj še čaka neka lepa prihodnost. Mislim, da najboljšo plezalno steno bomo še postavili. In tudi mislim, da ne bo samo ena taka. Gor bojo pa seveda tudi MR Climbing plezalni oprimki.